Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slavnostnem koncertu Godbe slovenskih železnic mlade 120 let. Drage godbenice, dragi godbeniki, spoštovani, dragi dirigent Franci Lipovšek, tako zelo lepo vas je videti tukaj v vašem domačem Zidanem Mostu. In vam moram priznati, da super izgledate za 120 let. Začeli smo slavnostno skladbo, katere naslov lahko prevedemo kot Fanfare za preprostega človeka, torej za vse nas. In ravno nam, preprostim ljudem, je namenjena glasba Godbe slovenskih železnic Zidani Most. Z njihovo glasbo si lajšamo težke trenutke, hkrati pa vedno znova pripomorejo k veselju in slovesnemu razpoloženju. In ravno skladba, s katero so začeli, praznuje tudi jubilej, vendar je ta jubilej mala malca v primerjavi s tem, kar praznujejo naši dragi godbeniki. 80 let je stara skladba Fanfare za preprostega človeka. Nadaljevali pa bomo skladbo, ki nosi naslov Mountains of Dragons, torej Gora zmaja. Čeprav je glasba sporočilna sama zase, pa je vendarle včasih dobro in prijetno vedeti kaj v sami skladbi, zato da si lahko, medtem ko naši godbeniki odlično igrajo, v svojih srcih in glavah naslikamo vsak svoj film. To pa je imel v mislih skladatelj Steven Reiche. Takole pravi: skupina apostolovcev se povzpne na Pilatus, to je gora nad Lucernom v Švici, kjer naj bi našli in pokončali zmaja. Po naporni poti, polni osupljivih razgledov po lepoti pokrajine, najdejo zmajev brlog. V boju z njim so vsi razen enega smrtno ranjeni. Nemočni prosijo zmaja odpuščanja in milosti. Zmaj pa izkaže veliko sočutje in iz svojih ran ustvari čaroben kamen, drakonit, s katerim pozdravi in reši vsiljivce. S tem dejanjem si zmaj v srcih ljudi pridobi naklonjenost, sočutje in strpnost. Natanko čez 20 let pa bo, oziroma ne, ni res, natanko čez 11 dni pa bo 20 let od premierne izvedbe skladbe, ki je bila prav pod vznožjem Pilatusa.
To je torej čudovita skladba, ki sledi, ima pa samo eno napako, da se dogaja pod Pilatusom in ne pod našo listco. Zdaj pa, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predlagam, da tako glasno, da se bolj ne da, 120-kratno močjo, še enkrat zaploskamo godbi Slovenskih železnic Zidani Most in Franciju Lipovšku.
A niso izjemni ti naši ljubi godbeniki slovenskih železnic iz Zidanega mosta? In vsakič, ko jih poslušam, se mi zdi, da imenu godba dajo nov pomen. Da je v njihovem primeru godba tudi kratica za grandiozne, odlične, dragocene, briljantne. In ker glasbeniki prihajajo z obeh strani Save, bom rekla še enkrat po dolenjsko, odlične glasbenike. Vse to je naša železničarska godba Zidani most pod vodstvom Francija Lipovška. Močna in mogočna tako, da tudi najtršega zmaja prepriča v to, da ima mehko, dragoceno in odpuščujočo srce. Zdaj pa nas vodijo na pot. El Camino Real je naslov skladbe. Skladatelj Alfred Reed je po naročilu skomponiral skladbo, ki je posvečena 581. enoti letalskih sil Združenih držav Amerike in njenemu poveljniku. Temelji na španskih temperamentnih melodijah in plesih, s katerimi izvajalci z briljantnim igranjem očarajo milijone ljubiteljev glasbe po vsem svetu. In prepričana sem, da bodo očarali tudi nas tukaj v Zidanem mostu. Komaj čakamo, da vas slišimo in kot vidite, je dirigentu bilo že malo vroče.
Ja, to godbeno potovanje po Združenih državah Amerike in špansko govorečih deželah je popestrila Nina Mole s svojim čudovitim plesom, tudi članica godbe Slovenskih železnic. Nina, izjemna plesalka si, ne samo glasbenica. In spoštovane gospe, spoštovani gospodje, če ste pri volji, predlagam, da nadaljujemo potovanje po svetu. In sicer polet v Grčijo zdaj zopet časti godba Slovenskih železnic pod vodstvom pilota Francija Lipovška. Zraven bo tudi komponist Franco Casarini in sicer odigrali bodo na tem našem poletu na avionu skladbe z naslovom Greek Folk Song Suite oziroma grška ljudska suita. Komponist je v skladbi obdelal 3 pesmi, ki pripadajo najstarejši tradiciji grške glasbe. Suita je 3-stavčna, prvi stavek je značilen grški ples, poimenovan tudi Kalamatianos. Drugi stavek se nanaša na starodavno pesem iz otoka Kreta, tretji stavek pa je grški ples, poznan tudi pod imenom Sirtaki, ki je najbolj priljubljen in poznan izven Grčije. Torej, Kalimara.
Ja, to je čisto zares do mravelj na koži čudovit koncert. Najlepša hvala in iz Grčije se zdaj zopet selimo po svetu še malo bolj na vzhod. In sicer Philips Park je v svojem delu uporabil 3 različne tradicionalne klecmerske melodije. Poročni ples s čestitkami ženinu in nevesti, okrogli ples in ples s škarjami. Tako je nastal Klecmer karnival, ki odraža mešanico sreče in melanholije, ki je značilna za klecmer judovsko glasbo. In ko sem jih poslušala na vaji, sem se spomnila knjige Blagoslovi starega očeta. Avtorica je Rachel Naomi Remer. In v njej pripoveduje tudi zgodbo, ki jo je slišala od svojega dedka o Lahmet Vavnikih. Lahmet Vav je hebrejska beseda za 36. In ta zgodba pravi, da bo svet obstajal, dokler bo v vsaki generaciji najmanj 36 ljudi, ki bodo sposobni ljubezni in sočutja. In zdi se mi, da vas je nocoj v Zidanem mostu kar nekaj takšnih, zaradi katerih še ne bo kmalu konca sveta.
Drage godbenici, dragi godbeniki, ne vem, če ste slišali, ampak tukaj vam ne samo ploskajo, pač pa tudi vzklikajo bravo. Godba Slovenskih železnic pod Francija Lipovška je godba ljudi s skromnimi srci. In skoraj ne marajo hvale na svoj račun, a je vendarle prav, da povemo nekaj besed o njih, ki pa kljub vsemu ne morejo opisati vse njihove veličine. Godba Slovenskih železnic je ena redkih godb v Sloveniji, ki je na najvišjih državnih tekmovanjih Zveze slovenskih godb uspelo v samo 5 letih napredovati od najnižje do najvišje kakovostne skupine. V tej koncertni skupini igrajo in dosegajo vrhunske uspehe tudi danes. Svojo energijo in predanostjo glasbi nizajo uspehe na mednarodnih tekmovanjih ter bogato slovensko kulturno dediščino in ime naših slovenskih železnic promovirajo po vsem svetu. Godbenice in godbeniki ostajajo tesno povezani z železnico in domačimi kraji. Kljub številnim uspehom pa skromni in predani ustvarjanju glasbe. Vse to je godba Slovenskih železnic. In poprosili so me, da v njihovem imenu preberem tole. Takole pravijo: globoko se zavedamo, da naši uspehi, ki smo jih nanizali na tekmovalnem področju, pa turneje in nastopi na najkakovostnejših festivalih doma in v tujini, ne bi bili mogoči brez neomajne podpore domačinov ter slovenskih železničarjev in podjetij v skupini Slovenske železnice. Zahvaljujemo se vam, ker nam stojite ob strani. Hvala vsem, ki z nami praznujete. Hvala, ker pomagate in sodelujete pri naših prireditvah. Hvala za podporo in dolgoletno pristno sodelovanje, ki nam omogočajo, da se lahko posvečamo glasbi in tako v Zidanem mostu že 120 let ustvarjamo edinstveno glasbo svetovnega formata. In sporočilo za vas, strani godbenic in godbenikov, se nadaljuje takole. Ker pa danes igramo v tako lepem ambientu ob železniški postaji ter popolnoma prenovljeni čudoviti parni lokomotivi, se moramo še posebej zahvaliti tudi podjetju SŽ Vic in njegovemu direktorju Dušanu Žičkarju ter zaposlenim, ki so v zadnjih tednih skrbno urejali park in lokomotivo. Čudovito urejen park in lokomotiva sta nedvomno v ponos tako godbenikom kot krajanom Zidanega mosta. Ja, med vsemi dvoranami tega sveta je gotovo najlepša ravno dvorana ta, kjer imamo za strop nebo. In to so besede iz pesmi, ki jo bomo slišali sedaj. Ema Petavr nam bo ob godbi Slovenskih železnic zapela znamenito popevko Poletna noč. Napisal jo je Mojmir Sepe, besedilo pa je prispevala Elza Budal. To besedilo je napisala pri svojih rosnih 22 letih, povedala pa je, da je pravo poletno noč doživela šele pri svojih 40. O podrobnostih je potem nismo spraševali. Spoštovani in spoštovane, z ognjem v očeh zdaj torej prisluhnimo Poletni noči, godbi Slovenskih železnic in Emi Petavr. In prepričana sem, če bi mojster Mojmir Sepe slišal Emo, te skladbe takrat ne bi pela Marjana Držaj, pač pa naša Ema. Poletna noč, bela je najin dom,
broj za luč, brez strehe, brez zidov, mladim je toplo. Poletna noč, ljubezni spev še pet, sično stožar strasti, vse mine vse, ostane pest spoznan in prgišče se. Spominov sto na stare dni, pridi kdaj pome z ognjem oči. Bova ljubila se vso noč, pridi kdaj po nasmeh in poljub. Vsak zase zdaj živiva srečna sva, samo na videz kdaj, kot si ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Sedam za eno noč, pridi kdaj pome z ognjem oči. Bova ljubila se vso noč, pridi kdaj po nasmeh in poljub. Vsak zase zdaj živiva srečna sva, samo na videz kdaj, kot si ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Sedam za eno noč, poletna In tako je Ema Petauer zopet sedla za svoj godbeni pult, a ne za dolgo, kajti spet bo prišla pred mikrofon skupaj še z enim izjemnim in sijajnim godbenikom in pevcem, brez katerega si tudi ne moremo predstavljati nobenega koncerta godbe Slovenskih železnic. Janez Krivec, vljudno vabljen pred mikrofon skupaj z Emo Petauer. Janez, moram povedati, da ko mojim prijateljicam povem, da bom spet imela srečo in blagoslov sodelovati na koncertu godbe Slovenskih železnic, vselej vprašajo, a bo Janez tudi, in ko rečem ja, rečejo, pa tudi mi pridemo. In zdaj sledi ena čisto posebna skladba, ki jo napovedujem še posebej z velikim veseljem. Pred dnevi je ugledala luč sveta in prav za današnji slovesni dan je bila napisana. Besedilo je napisala spoštovana gospa Marija Lipovšek Šuler, ki je nocoj tudi z nami, uglasbil pa jo je Peter Tovornik. In če vam povem, da nosi naslov 120 let, potem vi povejte, o kom poje? O godbi Slovenskih železnic, mladi 120 let.
kjer daje most v kraj, vem, se nekoč nam je rodila. Po železni cesti odhitela, Slovenijo ponesla v svet. Na tekmovanjih se kalila, zlata se domov vrnila. Prepotovala širni svet, postal je z njo V glasbo ujel, 120 let jo je klesalo. Ime ji vse slovensko dalo, a korenine so še vedno v nas. Nikdar ne bo izruval čas, 120 let jo je klesalo. Ime ji vse slovensko dalo, a korenine so še vedno v nas. Nikdar ne bo izruval čas. Klasika, koračnice in sodobne melodije. Našo godbo je vsak dan Pravi spravi glasbenikov skan. 120 let jo je klesalo. Ime ji vse slovensko dalo, a korenine so še vedno v nas. Nikdar ne bo izruval čas, 120 let jo je klesalo. Ime ji vse slovensko dalo, a korenine so še vedno v nas. Nikdar ne bo izruval čas. In naš dirigent Franci Lipovšek je zdaj na oder povabil avtorico besedila pesmi 120 let, gospo Marijo Lipovšek Šuler. Seveda sem v svoji radovednosti Francija vprašala, zakaj imata enak priimek, pa mi je povedal, da je gospa Marija Lipovšek Šuler, Francijeva mala sestrična. Ema Petauer, Janez Krivec in celotna godba Slovenskih železnic pod vodstvom Francija Lipovška.
Dragi godbeniki, seveda se veselimo še vseh vaših naslednjih koncertov in tudi jubilejnih in vam ob 120-letnici želimo še 120 krat 120 let na 120. potenco. Mi pridemo na vse koncerte, no tistega ob 200-letnici bomo verjetno spremljali gor z nebes. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa sledijo slavnostni trenutki podelitve priznanj. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje priznanja oziroma značke Vinka Štruclja za delovanje na področju glasbene dejavnosti in sicer na 4 nivojih. Bronasto značko prejmejo godbenice in godbeniki za več kot 10-letno zvestobo godbi, srebrno za več kot 20 let, zlato pa za več kot 30 let in častno značko Vinka Štruclja za več kot 40 let udejstvovanja. Priznanja bo podelil svetovalec za instrumentalno glasbo Javnega sklada za ljubiteljsko dejavnost Republike Slovenije, gospod Danijel Leskovic. Gospod Danijel Leskovic, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v Zidanem mostu in če ste zato, kar predlagam, da začneva s podelitvijo. Spoštovani in spoštovane, bronasto značko prejmejo Andrej Grmavšek, pa Simon Grivc, David Kajič, Kristina Klančar, Gašper Kmetič, Anja Knap, Rok Kovač, Ernest Kramar, Lucijan Lipovšek, Nina Mole, Nika Pavlin, Aljaž Rozman, Mateja Sumrak, Luka Sužič, Grega Šeško, Matej Štih, Petra Tihole, Bor Turnšek in Nejc Zahrastnik. To so torej naši bronasti godbeniki. Sem se prestavila na drug mikrofon, zato da bom bolje videla naše godbenike. Mojster fotograf me je prosil in tudi snemalci, da se postavite bolj v svoj žarometov, zato da bodo prave zvezde in da bodo fotografije lepe za zbornik ob 200-letnici naše godbe. Sledimo s podeljevanjem srebrnih priznanj in sicer zdaj srebrno ploskamo Slavku Čotu, Lidija Dobovšek, tudi srebrna. Prav tako srebrni Janez Krivec, Eva Mihev, Rok Pelc, Gregor Povše, Sergej Sumrak, Jure Škorja, Rok Turnšek in Gregor Zalokar, vsi srebrni. Naš naslednji aplavz pa naj bo zlati in sicer iskrene čestitke Boštjanu Počivavšku. Zlat godbenik je tudi Zlatko Škrlec. Pa Gregor Zorec,
In še enega zlatega imamo, to je Boštjan Žekar. In zdaj naj sledi najbolj srčen in najglasnejši aplavz za častna priznanja. Prejmejo pa jih Zvone iz Zlakar. Gospod Zvone prihaja iz dvorane. Iskrene čestitke. Prav tako iskrene čestitke Saša Kužnik, ta aplavz je za vas. Z velikim veseljem in spoštovanjem napovedujem častnega Francija Lipovška. In ker podeljujemo po abecednem vrstnem redu, je zadnji častni zaenkrat Branko Nadu. Iskrene čestitke. Zdaj pa sem res počaščena in kar ganjena, da lahko napovem še eno izjemno priznanje. V letu 2019 je Zveza slovenskih godb na osnovi uspehov na 39. tekmovanju slovenskih godb v koncertni težavnostni stopnji, na prvem tekmovanju slovenskih godb v šov programu z radeškimi mažoretami in 9. tekmovanju mladinskih godb Republike Slovenije prepoznala in ocenila kot najuspešnejšega dirigenta, uganite koga? Francija Lipovška! Najuspešnejši dirigent! Takrat so si zgodbo priigrali kar 2 zlati plaketi s posebno pohvalo. S pihalnim orkestrom glasbene šole Sevnica pa prav tako zlato plaketo s posebno pohvalo in zasedli seveda prvo mesto. Zato je področna komisija za instrumentalno glasbeno dejavnost na predlog Zveze slovenskih godb sprejela sklep, da se Franciju Lipovšku podeli Galusova listina. In gospod Danijel Leskovic nam bo zdaj namenil nekaj slavnostnih besed. Prisrčno dobrodošli še pred mikrofonom. Dober večer tudi v mojem imenu, v imenu Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Današnji dan je pravzaprav zaključek tedna ljubiteljske kulture in po dnevnem dogajanju srečanje ljubiteljske društvo v Volčjem Potoku, po povdanskem tekmovanju polk in koračnic v Dolskem, je tale večerni koncert še dodatna sprostitev in izredno lep večer. Čestitam še enkrat javno vsem dobitnikom priznanj Minka Štrucla in seveda tudi Franciju za to najvišje priznanje, ki ga na področju instrumentalne glasbene dejavnosti podeljuje Javni sklad za kulturne dejavnosti. Je pa ena popravka v tem cajtu, ker ste slišali, da smo leta 2019 podelili kot področna komisija to priznanje Franciju. V tem času je bil COVID, bi že mogel takrat podeliti, pa ni bilo možno podeliti. Mi smo malo pravilnik prilagajali in iskali nove izraze. Takrat se je instrumentalna glasbena dejavnost učila od vokalne do zborovske in tako danes ni dobil
priznanja Galusa, ampak je dobil listino Vinka Štrucla. Tako da je en izmed prvih dobitnikov te listine, ampak sočasno pa to šteje enako kot tisti, ki so dobili Galusove predtem. Najlepša hvala za to pojasnilo. In spoštovani gospod Krivic, ko že prilagajate pravilnike, predlagam, da prilagodite tudi terminologijo. In sicer so godbe lahko dobre, najboljše in zidan moške. Preden slavnostno zaključimo ta naš koncert ob 120-letnici, pa k besedi z veseljem vabimo koga izmed vas, spoštovani in spoštovane, ki bi želeli izražiti spoštovanje in čestitke našim mladeničem 120-letnikom. Najprej pa na oder z veseljem vabim podžupana občine Laško, gospoda Jožeta Senice, ki je gotovo danes najbolj ponosen podžupan na celem svetu. Spoštovane gospe, gospodje, cenjeni gostje, veliko čast in veseljem je, da vas lahko v imenu občine Laško vse skupaj prav lepo pozdravim. Poseben pozdrav pa velja Franciju in njegovi ekipi, ki so vrhunski. Bravo, čestitke. Kako ste rekli, vrhunski? Točno tako. Ker tale sobota mi bo ostala za dolgo ali pa do konca življenja, ker ga nimam več toliko veliko v spominu. Kakih 50 let pa gotovo še. To še sigurno, ja. Ampak glejte, začelo se je v Laškem z dirko kolesarjev po Sloveniji. Končujemo pa to lepo soboto tu v Zidanem mostu, v takem lepem ambientu, krasno, vrhunsko, s tako zasedbo. Moram reči, da že dolgo nisem slišal. Moram pa tudi nekaj reči. Kako to? Moram tole reči, da če ne bi mi imeli take dobre glasbene šole Laško Radeče, tudi verjetno teh muzikantov ne bi bilo. A sem si dovolil prevelik? Mislim, da ne. Res imamo krasno glasbeno šolo, še boljše, vrhunske, izbrušene glasbenike imamo tu pred seboj, ker smo jih danes slišali, res. Ampak jaz nisem zato, da bi to filozofiral danes prišel, ampak sem zato, da bi Franciju oziroma njegovim godbenikom podelil priznanje. Ampak težko je podeliti nekomu priznanje za 120 let, če že vse najvišje priznanje dobo. In pri nas imamo pravilnik tak, da začnemo po 100. letu vse na novo. In Franci dobi bronasto jubilejno listino občini Laško oziroma vsi godbeniki njegovi. Hvala lepa. Hvala, spoštovani gospod župan, tudi zato, ker ste nas spomnili, da se bo za vse nas po 120. letu začelo vse na novo. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, veliko hvaležnost čutim ob nocojšnjem večeru in zato bom rekla samo najlepšo besedo na tem svetu. Hvala, spoštovana, draga, cenjena, zidan moška godba Slovenskih železnic in hvala, spoštovani, dragi, cenjeni Franci Lipovšek. Zaključili bomo slavnostno tako, da se bolj ne da, še prej pa vidim, da bomo na oder poklicali še nekoga. V imenu kulturnega društva Zidani most vam iskreno, drage godbenice, dragi godbeniki in Franci, spoštovani Franci, čestitam. Ponosni smo do neba in naprej in nazaj na vas in želim vam še veliko uspeha in dobre volje, da boste še naprej prenašali čast Zidanega mosta.
in Slovenskih železnic. Spoštovane godbenice, spoštovani godbeniki, iskrene čestitke za vaš praznik. Dovolite mi, da vas v imenu nas, krajanov Zidanega mosta, pozdravim, v imenu krajevne skupnosti Zidani most. Jaz sicer nisem prinesel nobenega priznanja, sem pa prej tam prinesel eno darilo, ki ga tehnično pač nisem mogel sem prinesti, pa ga Francija lahko sam prevzameš. To je dober znak, da ga niste mogli prinesti. Vsekakor se vam zahvaljujem za vaše delo, tudi vam, Bernarda, se zahvaljujem, ker tako lepo poveste v našem kraju, v Zidanem mostu. Vsekakor vam, godbenice, godbeniki, želim še veliko, veliko lepih uspehov, ki jih dosegate, in pa želim vam tudi veliko, veliko zdravja. Franci, ti pa ostan seveda takšen, kot si bil. Uživajte. Lep večer. In poglejte ga, Franci Lipovšek ni samo najboljši, pač pa tudi najmočnejši dirigent. Zdaj pa je čisto zares čas za konec besed. Samo še pozdravila bi pritrkovalce iz Svibnega, družino Kavšek, ki se bo pridružila ob zaključni skladbi, ki sicer uradno nosi naslov Uvertura 1812, a sem prepričana, da bi si ta skladba gotovo zaslužila naslov Godba Slovenskih železnic Zidani most!